osnovna šola, ime je Andrej, skupaj smo se igrali na dvorišču, oziroma hočem reči, to je mogoče bil eden od razlogov, da sem sploh šla kdaj na dvorišče. Pa nič tako silno, kako bi rekla, poetičnega, kot ste vi prej pripovedovali. Občutek ni bil poetičen. No ja, občutek je bil pač podoben eni tremi pa to, ne, tremi z, bi rekla, dodatnimi razsežnostmi, ampak, no, ja. Hvala lepa. To, jaz mislim, da je to eno najtežjih vprašanj, kar sem jih rekla odbila. Mogoče? Jaz res ne vem. Ja, se to je problem, jaz sem tukaj razmišljala. Ne, jaz res ne vem. Mislim, lahko rečem, kaj čutim zdaj, ne, kaj je ljubezen, ne nazadnje, ampak da bi pa res se spomnila, ne vem, vrtca, vsi vemo seveda, da se začneš zaljubljati že v vrtcu in da ti je pač nekdo všeč, ampak da bi pa res, da bi pa jaz zdaj res se spomnila, v bistvu res takih nekih prvih zaljubljenosti se ne spomnim, ampak jaz mislim, da je bilo simpatično. Kot ponavadi, ja. Kot v vrtcu. Gospod Pinter? Se razgaljamo, pravite. No, moj spomin v bistvu tudi se je že nazaj v osnovno šolo, mogoče malo bolj ekscesen kot kakšen drug, ampak jaz sem se za... Ja, zato smo tu, da slišimo take stvari. V 5. razredu osnovne šole, oziroma ko sem prišel v 5. razred osnovne šole, mislim, da sem se nesmrtno zaljubil v svojo učiteljico. Zdaj je rezultat te najne ljubezni, rezultat te najne ljubezni, da je bil to edini razred v osnovni šoli, kjer sem imel vse 5, ne. Pa ne zato, ker bi mi kdo kaj čez prste gledal, pa ker sem dobil neverjetno voljo do učenja se tudi unih najbolj butastih pesmi, ki so nam jih servirali. Tako zelo detajle, kot gospod Alen z imeni, priimki in ostalih stvari, pa seveda ne bom šel, ker kaj pa vem, če kakšne stvari zastarajo sodno ali ne. To je pa zelo lepo, pa en zelo lep spomin imam na to in vse skupaj na ljubezen in prav je, da se nekje začne. Hvala. Gospod Predin? Ja, to je bila sestra enega prijatelja iz dvorišča. Spet dvorišče. Mislim, da je bila dobesedno iskrica preskočila, ko smo šli v klet gledati kresilne kamne. Jaz bom sicer tukaj rekla, da dejstvo je nekako, da zakon kot institucija, kar Vesna tudi govori, se je sicer močno spremenil. Dejstvo je seveda, da čisto tako, ko pogledamo, če pogledamo zdaj ta naš svet, je večina zakonov še pred dobo modernizacije v bistvu nekako se je ohranilo na plečih v bistvu in na nek način, tako da so se ženske enostavno podredile moškim. Se pravi, so zatrle nazadnje vse svoje želje, prioritete, sposobnosti, da so pač odnosi pa se ohranili. Se pravi, tudi vloge so bile zelo drugačne. Danes z modernizacijo se to zelo močno spremenilo. Ženske smo postale, se pravi, samostojne, same zaslužimo, se pravi, vloge so se tukaj zelo močno nazadnje spremenile. Kar pomeni seveda tudi, da danes ženska kot taka, namesto, da bo pokopala svoja čustva, bo raje pokopala nazadnje svoj zakon, ker ima možnost odločanja, ker ima možnost iti naprej, ker to tudi ni več tabu, ker to ni več v bistvu to, kar je včasih bilo, se pravi, da ženska zdaj ne bi bilo to nekaj slabega, ampak v bistvu, da si da dovoljenje nazadnje, da gre naprej. Če pa zdaj se čisto nanesem dejansko na to vprašanje, ki seveda jaz tudi Zorana nisem brala, in ne vem točno, kar je mislim, ampak čisto tisto, ko pogledam na te neke dogovorjene odnose, seveda, tukaj v zadnji bom jaz rekla, da je enormno veliko strahu pred dejansko ranljivostjo, ki jo odnosi, kjer so čustva upletena, prinašajo. Biti dejansko v enem odnosu res odprt, ranljiv, terjaš, se pravi, eno veliko bolečino. In zato je v današnjem svetu imamo zato ogromno teh odprtih zakonov, dogovorjenih zakonov, samo zato, da ne boli. To je v bistvu ozadje pa tega zelo močno.
Statistično je dokazljivo, da je v tem času ločitev veliko več, kot jih je bilo včasih. Kje bi lahko iskali razloge za to? Ljudje ne ustrajajo več tako zelo dolgo pri zvezah? Ali je družba temu bolj naklonjena zdaj? Je mogoče marketing kriv, da je tako, kaj bi vi rekli? Svobodno. Lahko. Aha, dobro. Ja, veste kaj, zdaj to je kombinacija, tako kot je vsaka stvar kombinacija več vzrokov, ne? Zdaj, dostikrat bi rekla zdravorazumsko, bi rekla prožensko, ne vem kakšni logiki govorijo o tem, da pač je to posledica tega, da imajo ženske službo, da lahko grejo, da imajo svoj denar, da so ekonomsko samostojne. Ženske so v veliki večini družb bile in so še vedno ekonomsko samostojne, pa ni ločitev, ne? Mislim, to je ta evropocentrična logika, seveda nima nobene osnove, tako kot večina feminističnih ugotovitev jih nima. Mislim, problem je pač v tem, da so družbeni standardi drugačni, ne? Zdaj, kako bi vam rekla, kot smo prej rekli, treba je ločiti, tako kot je bilo že rečeno, ne? Mislim, ljubezen od zakona, ne? To sta bile v večini družb in večini kultur in tudi v zahodnih kulturah dve stvari, ne? In dokler se to dvoje ni mešalo, ne, je bil zakon relativno stabilna institucija. Dokler se vi niste poročili zaradi čustvenega izbruha, zaradi tega, ker ste našli dušo dvojčico, nekoga, ki vas razume. Nihče vas nikoli ne razume. Niti sami sebe ne razumete. Ne? Da se razumemo. Še najmanj pa je pametno govoriti z moškim, da vas razume. Ne? Da se razumemo. Ne? Jaz imam prijateljico, ki je klinična psihologinja. Ona je stara 65 let in sem jaz njo vprašala, Vera, daj ti meni prosim povej, kolikokrat je pogovarjanje pomagalo. 2-krat. Ne? Razumete? Ne? Tudi, mislim, odnosi so bistveno bolj kompleksna reč in ko vi začnete moškemu razlagati, da on vas vse ne razume, on takrat že ve, da vas ne razume in potem še dodatno ve, da vas ne razume in potem je on tako, mislim, ženske so tako božji spol in tako naprej, to zdaj ne bom niti razlagala, ker nimamo časa. In potem on je že tako v podrejenem položaju in potem vi govorite, ne razumeš in potem se on že takrat vedno ne razume, že prej je vedel, ne? Mislim, oprostite, ne? To je trg, ne? S tem se da ful dobro služiti, ne? Vprašanje je pa, kaj to komu pomaga, ne? Razumevanje je stvar transferja, ne? Transfer je pa nekaj, kar je, mislim, spada v čisto drugo kategorijo. Ampak, ne, torej... Se šolec bi vam reče nekaj? Ne, saj ne gre za to. Da se lahko pogovarjam. Ampak, poanta je v tem zdaj, da on mora meni oponirati po službeni dolžnosti. To je bilo že vedno tako, ampak nič hudega. Gre za to, da je bilo vprašanje postavljeno tako, da se iz njega sklepa, da je razveza slaba stvar. Tak je katoliško, ne vem kakorkoli v ozadje. To sploh ni res. Dobra ločitev je včasih lepša kot najlepša poroka. Tako da tukaj to ni noben tabu. Samo dražja. Vsekakor dražja. Ali pa ne, odvisno ko ste spretni. Tisto, kaj se hotel povedati, ker prej smo malo zašli v te zakonske nasvete, kako ravnati v trenutku, ko ljubezen izgine in se potem pač, ker smo spet povezali biti poročen ali pa biti zaljubljen, ker v bistvu gre dve različne stvari, ampak vseeno. Hotel sem povedati tako, da sem se z enega filma naučil, kako je treba ravnati v krizni situaciji. In sicer bil je en film, v katerem sta igrala Morgan Freeman, pa kak je bil še tisti ta drugi, malo prej sem še vedel, kako je ime. In Morgana Freemana je Grizzly raztrgal, ker mu ta drugi igralec ni mogel pravočasno pomagati, da bi ga rešil. In
cel film tisti grizli tam nekje okrog tistega mesta hodi in seveda čisto na koncu jasno se Morgan Freeman pa grizli spet sreča. In grizli se na zadnje tace postavi, rjavi in tak naprej. Morgan Freeman pa pogrunta, v čem je štos. Ne? To je tako zvani eye contact. Gledal je grizlija v oči. Ne? Ti ga baje ne smeš gledati v oči in grizli sicer še malo rjuje, kremplje, suva sem in tja, ampak potem se pomiri in odide. In to se mi zdi, da je tudi dokaj uspešno potem v praksi. Mogoče ene dve misli na to temo, ker bom probal biti kratek. Mogoče, če začnem na repu, pa grem nazaj. Jaz povem, da prijatelj, v bistvu najboljšega prijatelja, ki je star 85 let in je tudi doktor psihologije in če me je kaj naučil, veliko stvari me je naučil, ampak ena stvar bom zelo izpostavil, upam, da ne bom Veroniki užalil, pa kogar je rekel, veš, razen psihologija je čisto preresna zadeva, da bi se z njo ukvarjali psihologi. Tako da to o tem, koliko potem se stvari, kako se stvari rešujejo, kar se tiče konfliktov, razvez, ločitev in tako naprej, moje amatersko, skromno mnenje je, da bi se te stvari veliko bolj rešile, če se bi čim manj reševale. Sploh vpletene so nekih tretjih ljudi, pa vseeno se jim reče psihologi, se jim reče odvetniki, se jim reče babice, tašče in podobni moteči elementi vseh zvez, pač moje mnenje. Prva stvar bi pa rekel, da izpostavljamo, da je skozi več ločitev in da je skozi več sporov. Ja, vsega je skozi več. Tudi skozi več prekrškov. A mislite, da so leta 1800 koga ujeli, ki je potoval več kot 200 km/h? Niso. A mislite, da so včasih koga ujeli, ki si jih heroin šprical? Niso, ker ga ni bilo in tako naprej. Ljudje imajo možnosti, ljudje smo dali možnosti pod nekim peskom v oči, ki smo jo, bom rekel, retorično pojmenovali demokracija, smo ljudem dali vse, internet, seksualno revolucijo že v 60-ih in valjda se ljudje ločujejo zaradi tega, ker zmešajo tri osnovne stvari. Tukaj imamo zaljubljenost in ljubezen, tukaj imamo spolne potrebe in tukaj imamo zvezo. In kdo za vraga se je spomnil razen cerkve, seveda, ki bi rada imela kontrolo vedno in povsod, da to vse zbuta v en lonec. To je tako, da bi vzeli Ferrarija, pa traktor kmetijski, pa še enega terenca in bi iz tega, rato bi Cayenne verjetno. To ne gre, ne. Ne se ljudje posvetijo sami sebi in rečejo, na tak način bom svoje ljubezenske potrebe zadovoljeval, na tak način bom svoje seksualne, na tak način bom pa svoje partnerske, kar ne izključuje tega, da tudi znotraj partnerstva vse zadovoljuješ ali pa ne, ampak zakaj bi po defaultu tako, da bi bilo to nujno treba zmiksati v en testo in potem ta testo valati in ga na vse načine oblikovati in na koncu ven prideti kot iz centrifuge.